112 skozi sili, prosim. Pridobiti še prej pozornost naših ponesrečencev, kajti ko bomo imeli šele našo pozornost in lahko vržemo vrv, jih govorimo in potegnemo do kopnega. Oziroma v našem primeru bo na koncu prišel kar pomagati čovnom. Torej, najbolj osnovno reševanje lahko v nadaljevanju Torej, pričakujemo reševanje s pomočjo vrvico, izmet pa verjamem, da mora biti čim bolj točen, natančen. Ja, izmed je čisto odvisen od prostora, katerega imajo reševalci okoli sebe in pa seveda dolžine do ponesrečenca, ki jo mora reševalc prevzeti. Gregor, povej mi, kaj pa če fali tale reševalec, da vrže mimo to vrvico, kaj pa potem naredi? To se pravi, reševalec ima na rezervi vedno s sabo še eno ponovno vrv, lahko pa izkoristi kar isto. Vrv jo potegne hitro sebi in jo ponovno proba vršti. Sicer, kako jo vrže, mora pa tudi oceniti zelo natančno hitrost streke, te mora potem tudi približno vedeti, kje je ponesrečen, da se bo to zgodilo. Evo, že reševalni čovn tudi potuje na pomoč. Torej, gasilska brigada Ljubljana razpolaga tudi z motornim čovnom, ki je seveda dovolj hiter, dovolj stabilen in pa seveda hiter mora biti predvsem iz tega stališča, da lahko čim prej pridemo ne samo do ponesrečencev, pa tudi do kotomedovalno reševalcev. Ja, najbolj da poročujemo do reševalcev, da se pregledajo, ali so v redu, ali so poškodovani, in potem so mogoče ali pa gledajo naprej v našem zemljo. Bravo, naši, dajmo en aplauz! Zdaj pa, če je ponesrečenc, kakor tukaj se ne odziva na klice reševalcev, bo pa zadeva malo drugače potekala. In seveda, evo, če ste slišali, reševalec je oklical, vseeno mu je vrgel, ampak ponesrečenec se ni odzval. To lahko sklepimo, da je prišlo do resne hude poškodbe. Sedaj bomo naredili pa malo drugačno reševanje še. To reševanje se tudi nekaj. Zdaj, če pogledate reševalce, ki so že bolj, je zaletno, ki ste zanimljiv svoj. To je resni, reševalce, ki so dobro, strano teleso obstim vzvodom, da so tudi tako, da naredim vzvod, in je čim časa vodo, in je lahko biti ponesrečenca in da se nekaj se dogaja. Gasilskega reševalnega čovna ali GRČ-ja, kot radi rečemo, in bo seveda tega prevzel. Torej, naslednja stopnja je direktno reševanje s skokom reševalca, da ne pomišljuje, kakšna je voda, kakšna je temperatura vode, ampak ima že v štartu, ne glede na letni čas, najbrž za to primerno obleko. Kakšna pa je ta obleka, Gregor? To se pravi, vedno prej v garaži vlečemo neko vodo, ki je odvisno od letnega časa, ko imamo develejšo vozilo. Naša obleka. Če se vlečemo neprevlečeno obleko, prevlada se nadane želada, potem jih vlečemo tudi reševanje, jopično ima pri sebi nož piščal, in pa vas, kako ste ga videli, tudi reševalec na povezal, ima zaščitne čimre, tudi rogovice. Sabo ima tudi lahko, da bi postaja, da ne bi Kaj se dogaja zdaj? Se so drugače kot civilno? Ja, res je. To se pravi, zadnja lokacijska točka, kjer so očividci videli ponesrečenca, se bojo naši reševalci potapljači potopili. To se pravi, naredili bojo preval nazaj, se še prej malo pogledali, če so vse v redu, evo, tudi potapljači dal znak za OK, se bodo še malo pogledala, če je kakšen mehurček, ki pušča, če bi se bodo pa kar dol potopila.
V Ljubljanci oziroma v Savi, da ne govorimo samo o hitrosti vode ali pa kakšnih vej, ki so potopljene, je tudi zelo slaba vidljivost. Ponavadi vidljivost meglenkasta do 1 metra, kar otežuje delo potapljačev oziroma iskalno akcijo. Posebno varno za nesrečnice in to zadeva seveda se prilagodi ljudje na potrebnost, hitrost in previdnost. Tukaj mogoče lahko samo predvsem o sami zahtevnosti postavitve naše avtolestve. Avtolestev je možno biti primarno 32 metrov, vendar pa je potrebno pogledati, kakšna hitrost teka, koliko je vozničev, kakšne so seveda tudi postavitvene možnosti površine in seveda v tem primeru bodo avtolestev. Zasidrali bodo svojo točko, preko katere bodo dvigovali ponesrečenca na površje. To se seveda večkrat lahko uporabi, kajti avtolestev je seveda tudi za to namenjena, ker pa imamo v gasilski brigadi tudi nekaj vozil z tako imenovanimi dvižnimi rokami. Naj povem, da tiste naprave niso primerne za dvigovanje oseb, kajti nimajo ustreznih certifikatov, zato pa uporabljamo za tak namen avtolestev. Kaj se bo dogajalo zdaj? Lahko kar pokomentiraš, Gregor? Prej pa samo še našega učenika, da bi lahko postavil v to vprašanje. Če govorimo s čitkimi elektrotermometrskimi kameri, kako se pogovarja naprej, je previdno pogovor. Torej, pri tej vaji bomo lahko opazovali, oziroma ves čas opazujemo reševalce na vodi, potapljače, seveda skupaj z tehniko čolnov, in sedaj še reševalce iz višin in globin, kateri bodo seveda v sodelovanju skupaj z vodjem intervencije reševali tega pogrešenega, ki so ga našli, s pomočjo tehnike dvignili na površje in ga seveda potem predali ustreznim službam. Za ta namen torej avtolestev in pa specialisti vrne tehnike. Kot vidite, naša fanta že vlečeta lepo 3-1 sistem, zelo lepo zgleda, tekoče, in kolega na oranžem štriku pa samo popena, samo pobira vrv, da je čim manj labava. Ok. Ja, tole Gregor, ne, zdaj imamo Roka Koširja, ki je seveda eden izmed specialistov Hrvašev. Naj omenim tudi to, da je seveda takšno delo nekoliko specifično, tudi zato imajo gasilci nekoliko prilagojeno zaščitno opremo, imajo pasove, imajo nekoliko drugačne čelade, tudi sama oprema ni popolnoma gasilska, ne, ampak so dejansko izvozili za namen reševanja iz višin in globin. Torej, pomoč avtoleste za namen delanja sezrišča in seveda prevzem ponesrečenca, ustrezno zapakiranega v vrečo, če tudi imamo mrliški port ali mrliško vrečo, katerega predamo ustreznim službam za sodni prevoz in potem tudi odvoz. Ja? Bravo, to je bil skok. Naj povem, da skok v Ljubljanico iz take višine in predvsem za takšno opremo ni mačji kašelj. 5, 4, 3, 2, 1, gremo! Bomo parkirali tukaj zadaj za vas, vi kar ostanete na svojih mestih, tako da je možno, da je vozilo mogoče zadaj, pa da bo tukaj vmes nekoliko prostora, da bodo potegnili vse cevi in tako naprej. Gasilci so opremljeni z
gasilskimi zaščitnimi oblekami, a ne? Svojo številčno posadko, prvo vozilo, oziroma vozilo še tukaj 6 gasilcev, gasilsko avtolestev 3 gasilci in gasilska cisterna prav tako je možno, da pripelje na požar, na intervencijo 3 gasilce. Vsi